Lepo pozdravljeni vsi skupaj, spoštovani Evropski komisar, gospod Janez Lenarčič, spoštovane učiteljice in učitelji, drage dijakinje in dijaki. Dobrodošli na naši že 9. razpravi dijakov z evropskimi odločevalci, če bi jaz odločal bi, na katerih se dijaki postavljate v vlogo odločevalcev in predstavljate svoje predloge ukrepov. Najprej seveda kot zmeraj tehnično obvestilo, naš pogovor se snema, tako da si anonimnost lahko zagotovite z izklopom kamere in spremembo imena. Vas pa vseeno kljub temu prosim, če nimate velikih zadržkov, da si pustite kamere prižgane, nekak je boljše vzdušje, lažja razprava, če ne gledamo v črn ekran, če vemo, s kom se pogovarjamo. Žal se ne moremo srečati v živo, kjer se dejansko vidimo in dihamo skupaj, tokrat pa smo vsaj takole v virtualni skupnosti, no, da se malo vidimo. Tako da hvala vsem že vnaprej in dobrodošli torej na... Zvezdica 6. Dobrodošli torej na naši 9. razpravi. Do sedaj ste bili dijaki, predvsem v vlogi ste se preizkušali v vlogi evropskih poslancev in ste svoje predloge predstavljali evropskim poslancem. Tokrat pa se postavljate v vlogo evropskih komisarjev. Veste, da je Evropska komisija sestavljena iz 27 komisarjev, ki zastopajo in uresničujejo interese Evropske unije kot take, in danes je z nami Evropski komisar za krizno upravljanje, gospod Janez Lenarčič, ki mu boste predstavljali vaše predloge. Tako da, gospod Lenarčič, najlepša hvala še enkrat, da ste si vzeli čas za nas, da ste danes tukaj z nami. Res smo zelo, zelo veseli sodelovanja, da vas imajo dijaki priložnost spoznati, vam predstaviti svoje razmišljanja in tudi od vas slišati vaše komentarje. Lep pozdrav vsem iz Bruslja. Tako, in danes se bomo pogovarjali o 4 zelo aktualnih evropskih tematikah, seveda na našem, če bi rekli, meniju spopadanje s pandemijo in okrevanje po pandemiji COVID-19. Naslovili bomo boj proti podnebnim spremembam in Evropski zeleni dogovor, se pogovorili o digitalizaciji in poklicih prihodnosti in predstavili boste tudi vaše predloge na temo migracij in integracije. Naše srečanje bo potekalo v 3 delih. Najprej bova z Evropskim komisarjem v uvodnem delu naredila en vsebinski uvod v današnje teme. Nato nadaljujemo z osrednjim delom, torej s predstavitvami vaših predlogov in komentarji Evropskega komisarja. Na koncu pa zaključimo z eno malo manj formalno debato in sicer boste lahko vi zastavili Evropskemu komisarju vaše vprašanja, kaj pokomentirali, izrazili vaše mnenja, tako da bomo to poskusili zaključiti v nekem malo manj formalnem duhu. In predlagam, da začnemo. Gospod Lenarčič, za uvod bi poskušala približati delovanje Evropske komisije. In me zanima, katere so ključne prioritete Evropske komisije v tem mandatu in tudi seveda, kako realni so ti ambiciozno zastavljeni cilji, recimo, če pogledava sploh na področju okolja. No, predsednica komisije je pred nastopom mandata sedanje komisije opredelila prednostne naloge. Izpostavil bi 2 oziroma 3 izmed teh prednostnih nalog, ki so bili torej oblikovane že pred letom in pol. Najprej zeleni dogovor, se pravi ozelenitev ne samo evropske industrije, ampak tudi načina življenja. Na drugem mestu digitalna preobrazba gospodarstva in tudi načina življenja. Dodal bi temu še okrepitev vloge Evropske unije v svetu, ker ta se neposredno nanaša na večji del mojega delovanja. No, vsem tem prednostnim nalogam se je pa po sili razmer pridružilo tudi obvladovanje pandemije in pa okrevanje Evrope po pandemiji.
Pardon, mene tole malce skupaj zamrzelo, se slišimo? Ja. Vse, a ne, super, najlepša hvala, gospod komisar, za odgovor. Slišala sem vas. Tako da prednostne naloge so, se pravi, tudi bi rekla, podobne današnjim temam in jih bomo skupaj z dijaki naslovili tudi malce kasneje. Kot drugo vprašanje pa bi v bistvu vprašala, prej ste nam res sicer povedali, da v bistvu pod vaše področje spadajo druge krize, ne zdravstvene, ampak ker ste vi naš stik z Evropsko komisijo in ker bi radi izkoristili današnjo priložnost, da vas imamo, da ste z nami, bi vas vseeno vprašali, kaj smo se po vašem mnenju naučili iz pandemije COVID-19 in kako se kot Evropska unija pripraviti na prihodnje krize? No, pandemija je presenetila vse, cel svet, ne samo Evropo, cel svet. Zato, ker česa takega, kar se je zgodilo ob tej pandemiji, ni bilo že vsaj 100 let, od tiste tako imenovane španske gripe ob koncu prve svetovne vojne, še ni bilo tako hude pandemije, kot je ta, ki jo imamo sedaj. In izučilo nas je, da se moramo pripraviti tudi na to vrstne pojave, ker ta pandemija ne samo, da še ni premagana, ampak tudi, ko bo, in verjamem, da bo v nekaj mesecih obvladana, verjetno ne bo zadnja. In zato je ena prva lekcija iz te pandemije je, da moramo biti pripravljeni tudi na takšne pandemije, na pandemije takšnih razsežnosti. Druga lekcija pa je, da kadar se soočamo s takšnim izzivom, je nespametno delovati vsak zase, ker to povečuje kaos in slabša učinkovitost naših prizadevanj za obvladovanje pandemije. To je druga lekcija, zelo preprosto rečeno. Pri soočanju, če želimo biti učinkoviti, moramo pri soočanju s pandemijo, kot je ta, sodelovati. Ja, najlepša hvala in zelo pomembna lekcija na vseh nivojih, kar se tiče sodelovanja, ne samo držav, tudi držav z prebivalcev nas med sabo in evo, danes smo se tukaj lepo zbrali, da poslušamo tudi predloge, se pravi mladih, ki prihajajo iz celotne Slovenije, javili so se nam v pogovoru torej iz Maribora, Radovljice, Slovenskih Konjic, Ormoža, Ilirske Bistrice, Nove Gorice, Šempetra pri Gorici, Pirana, Ljubljane, tako da praktično vseh koncev in mislim, da je to ena super priložnost za neko sodelovanje med odločevalci in mladimi. Tako da predlagam, da se premaknemo v naš osrednji del in pogledamo, kako bi dijaki naslovili te 4 aktualne evropske tematike, kakšni so njihovi predlogi ukrepov. V tokratni razpravi sodeluje 11 oziroma 12 šol, ki so poslale predloge, večinoma po več predlogov, eni na eno tematiko, eni na več tematik. Tako da je predlogov prišlo ogromno, so zelo raznoliki, zelo zanimivi, od strateških usmeritev in izobraževalnih potreb pa vse do finančnih spodbud in zelo konkretnih predlogov akcijskih ukrepov. Tako da predlagam, da začnemo. Dijaki boste vaše predloge predstavljali v 4 tematskih sklopih. Se pravi, po temah bomo šli, 3 šole boste predstavljale v posameznem sklopu, se pravi, ko vas pokličem k besedi, se priklopite in kamero in mikrofon, se predstavite, iz kje prihajate, predstavite vaš predlog in si potem tudi izklopite mikrofon. In ko pridemo čez predloge na enem tematskem področju, damo vam, gospod komisar, besedo za komentar teh tematskih predlogov. Dijaki, če imate potem kakšno repliko, mi samo to napišete v chat, da jo imate in vam jaz potem dam besedo. Približno eno repliko na šolo oziroma na posamezen predlog si lahko časovno privoščimo, kaj več pa potem pustimo za razpravo na koncu. Tako da mi začenjamo danes z predlogi iz tematskega sklopa Zeleni dogovor. Zelo aktualna tematika med mladimi, tudi izredno priljubljena. Mladi ste tisti, ki ste na tem področju zelo aktivni in si prizadevate za resne spremembe.
Tako da bo to ena odlična tema za otvoritev današnje razprave z vami. In za prebijanje ledu bom tokrat prosila Biotehniško šolo Šempeter pri Gorici. Mislim, da bo predstavljala dijakinja Tajda Hvala. Tajda, izvoli, vabljena k besedi. Hvala. Dober dan vsem. Jaz sem Tajda Hvala iz Biotehniške šole Šempeter pri Gorici in tukaj je naš pogled na zeleni dogovor. Mogoče bi se najprej ustavili pri besedah zeleni dogovor. Prvi del ni problematičen. Zelena simbolizira naravo, harmonijo, rast, dobro počutje in čisto okolje. Kaj pa drugi del? Dogovor. Ta nas malo bolj moti. Ali so politiki, lastniki kapitala, menedžerji, lobisti v današnjem času sploh možni sprejeti dogovor? Dogovor, katerega bodo vsi spoštovali, uresničevali, dokončali in ki bo v korist večini prebivalcev našega planeta in ne dogovor s figami v žepu. Ko smo se v našem razredu pripravili na razpravo z gospodom Lenarčičem, smo si kot osnovo postavili vprašanje, ali si želimo v bodoče ekstremne suše in posledične požare, velike poplave, pozebe, dražjo hrano, lakoto, migracije, posledično spore, vojne, ali pa sledimo zelenemu dogovoru. Gospodarski stroški podnebnih sprememb so namreč zelo visoki. Zeleni dogovor predstavlja celovit načrt preoblikovane politike namenjene doseganju podnebne nevtralnosti in tukaj je nekaj naših pobud. Mi na prvo mesto postavljamo ozaveščenost ljudi. Prav človeku je problem največji. Zato je potrebno preko različnih kanalov prikazati realno sliko današnjega ekološkega stanja planeta oziroma določenih predelov. Civilna družba bi morala imeti večjo vlogo in glasnejšo besedo pri odločanju. Stranka zelenih v Evropskem parlamentu je premajhna in zato malo slišana. Evropske institucije bi morale ustanoviti politično neodvisno znanstveno komisijo za nadzor delovanja zelenega dogovora. Smeti, beri zeleni dogovor, so danes postale ogromen biznis. Dobički so enormni. Mi se zavzemamo za zmanjševanje toplogrednih plinov, trajnostno proizvodnjo hrane in zmanjševanje zavržene hrane na področju kmetijstva, čistejše oblike prevoze, okolju prijazne tehnologije. Vse ima svoj plus in minus. Določene gospodarske panoge in pokrajine bodo zaradi teh ukrepov gospodarsko nazadovale in bo prihajalo do socialnih problemov. Tudi zato je potrebno nameniti del denarja iz zelenega dogovora. Ohranjevati in krepiti naravne ekosisteme, ki lahko absorbirajo več ogljika iz ozračja, kot ga vanj izpustijo. Zaščititi oceane in gozdove, ohranjanje in nastajanje novih zelenih mestnih površin, tako imenovani vertikalni gozd, zelo uspešni projekti v večjih evropskih mestih, kjer ozelenijo strehe blokov, hiš in jih obdajo z drevesi. Bogatejše države, ki so v veliki meri postale bogate na račun revnejših, bi morale plačevati nekakšen zeleni davek. Ta denar bi bil uporabljen za razvijanje zelene tehnologije, kot na primer zeleni vodik, sončna energija. Po našem mnenju bi se morali razvijati v smer obnovljivih virov energije in se čim bolj odmakniti od neobnovljivih virov. Poudarjamo še enkrat naš predlog, ki je nastal skozi debate in predloge. Na vsak izdelek bi napisali porabo virtualne vode. To je voda, ki jo za izdelavo porabimo, pa ne vemo zanjo. Kot na primer, za list papirja porabimo 10 litrov, za eno rezino belega kruha 40 litrov, za kavbojke pa kar 11.880 litrov. Tudi COVID situacije nikakor ne moremo kar prezreti, glede na to, da bo krojila našo prihodnost. Z maskami za enkratno uporabo nikakor ne sledimo korakom zelenega dogovora. Odgovorna uporaba v zdravstveno dobro ljudi pomeni tudi odgovorno odlaganje, odstranjevanje in uničevanje za okolje. Maske so že postale ekološka pandemija okolja. Zeleni dogovor je smiseln samo, če smo z dejanji bolj učinkoviti, ker se čutimo zavezane in pripadne ukrepom. Ne gre le za okoljsko politiko, gre za vse vidike našega življenja. No, se opravičujem, ker smo tudi mi malo presegli ta dogovor 1 minute. Hvala za vašo pozornost in lepo pozdravljeni. Najlepša hvala, Tajda, za tvoje oziroma vaša razmišljanja o večji vlogi civilne družbe, zelenem davku, tudi za vaš super predlog o porabi virtualne vode. In gremo naprej na naslednjo šolo. Naslednji predlog bo predstavljala Druga gimnazija Maribor, mislim, da predstavljata dijakinji Staša Korpič in Mojca Ravnik. Izvolite. Hvala za besedo. Sem Mojca Ravnik in vam bom predstavila predlog Druge gimnazije Maribora.
Razmišljali smo o različnih ekoloških problemih, s katerimi se sooča Evropa in našli nekaj rešitev, ki mislimo, da bi jih lahko vključili v zeleni dogovor. Prva tema, o kateri smo razmišljali, je bil transport. Evropejci z osebnimi avtomobili zelo pripomoremo k podnebni krizi zaradi emisij toplogrednih plinov, kot je CO2. Avtobusi in vlaki niso dobra rešitev, ker jih ne uporablja dovolj ljudi. Prevoz z njimi ni veliko cenejši, je prepočasen, za povrh pa so v večini primerov netočni. Menimo, da bi bila rešitev gradnja hitrih električnih vlakov po zgledu Japonske. Menimo tudi, da bi veliko ljudi zamenjalo vožnjo z osebnim avtomobilom za točen, hiter prevoz, ki bi zaradi subvencij držav bil cenejši. Druga tema, o kateri smo razmišljali, pa je bila mesna industrija. Ta predstavlja velik problem, ker proizvedemo prevelike količine mesa in s tem pravimo ogromno vode, ter povečamo izpuste toplogrednih plinov, pri tem pa trpijo živali, gojene v prenatrpanih farmah. Predlagamo zakon o minimalnih prostorskih omejitvah, torej da je vsaki živali predpisana minimalna velikost prostora, v kateri se nahaja, s čimer bi jim zelo izboljšali življenjske pogoje. Posledično bi se znižalo maksimalno število živali na farmo, kar bi zmanjšalo proizvodnjo mesa in s tem izpustov toplogrednih plinov. Še zadnja stvar, o kateri smo razmišljali, pa je bilo izkoriščanje manj razvitih držav. Verjamemo, da bo zeleni dogovor pripomogel k izboljšanju evropskega okolja in zraka, a se bojimo, da nam bo to uspelo le na račun manj razvitih držav. Evropejci bomo morda dihali čist zrak obkroženi z zelenimi energijami, kot sta vetrnica in električni avto, a na drugi strani sveta bo trpelo okolje in tamkajšnji ljudje zaradi izkopavanja redkih kovin in surovin potrebnih za te energije. Menimo, da bi morali poskrbeti za okolju prijazno proizvodnjo v teh državah, ali pa bi jo, če je to mogoče, preselili v Evropo. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, Mojca, za vaše predloge na področju transporta, mesne industrije in odnosa razvitih in manj razvitih držav. Gremo pa še na tretji predlog, torej zadnji v skupini boja proti podnebnim spremembam in Evropskega zelenega dogovora. Tretji predlog je pripravila tretja gimnazija Maribor in sicer bo predstavljala predlog Anteja Garmut. Anteja, izvoli k besedi. Pozdravljeni, sem Anteja Garmut in prihajam iz tretje gimnazije Maribor. Torej, za človeštvo je nastopil kritičen čas. Temperature, ki mu priča čez nekaj ducatov let, so to raven nazadnje dosegle pred 14 milijoni let, daleč pred nastankom človeške vrste. Človeška vrsta ni nikoli živela pri temperaturah, ki mu priča morda še za čas našega življenja. Človeštvo se množi, potrebe po hrani bodo vedno večje, vendar vode, hrane in nafte ne bo vedno na pretek. Spremembe bodo tako nenadne, da se jim ne bomo mogli tako hitro prilagajati, zato se bomo morali zaradi omejenih virov preživetja seliti. Pomanjkanje hrane lahko povzroči propad civilizacij. Človeštvo trenutno hranijo mali kmetje, ki na malih kmetijah pridelajo večino svetovne hrane. Kmetijski velikani pridelajo manjši delež hrane in so v proizvodnem smislu povsem neučinkoviti, znajo le služiti denar. Delovno silo so nadomestili stroji, ljudje krčijo gozdove in na gromozanskih površinah gojijo monokulture. Svetovalci vlade, ki so zlasti velika podjetja in jih vodijo gospodarski interesi ter koristi vlade, ne težijo k iskanju in uresničevanju rešitev. In izvajanje rešitev prav tako onemogočajo naftna podjetja. Naša naloga je, da dosežemo prehransko samooskrbo, da večino sadja in zelenjave, ki jo zaužijemo, pridelamo prebivalci mesta sami. Rešitev moramo poiskati v domačem kraju in ne v preseljevanju. Za napredek je potreben pogovor in sodelovanje med ljudmi. Emisije bomo morali zmanjšati za 10% letno, ustvariti moramo ogljično nevtralne prestolnice, da bi postali energetsko samozadostni, da ustvarimo prihodnost brez fosilnih goriv. Porabo lahko na primer zmanjšamo tako, da se odrečemo nakupu avtomobila, ki tehta 1500 kg in prevaža osebo težko 70 kg. Kupovati moramo električne avtomobile, hibride, ali pa se do cilja sprehodimo ali kolesarimo. Vlagati moramo v pametne hiše. Torej, potreben je skrben premislek o zmanjšani potrošnji na vseh področjih. Hvala. Najlepša hvala, Anteja, za tvoj prispevek.
Samo še da omenim, da je Anteja pripravila tudi en super esej na to temo in smo ga že tudi poslali skupaj z vsemi predlogi naprej komisarju, tako da Anteja, hvala tudi za razmišljanja v eseju, zelo dobro pripravljeno. Gospod Lenarčič, zdaj pa vas čaka zelo težka naloga, kar nekaj predlogov so dijaki pripravili. Mislim, da imamo sicer dovolj časa, kar do 10 minut si lahko vzamemo, da podebatiramo, kako je s predlogi dijakov. Izvolite k besedi. Ni težka naloga, nasprotno, to so zelo zanimivi predlogi. Nekaj od njih se jih že uresničuje, to lahko povem, ampak pojdimo po vrsti. Najprej, glede izraza dogovor, v angleščini deal, to vam je dijakom in dijakinjam blizu. Gre za to, da se dogovorimo, kaj bomo skupaj naredili. In tukaj je Evropska unija uspela doseči ta dogovor. Jaz bi omenil dva kritična mejnika, ki sta stebra tega dogovora. In sicer dogovorili smo se, vse države članice in evropske inštitucije, da bomo do leta 2030, pazite, to je čez 9 let, zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 55% glede na izhodiščno obdobje, ki je v 90 letih. In drugi, še pomembnejši cilj, ki je tudi predmet tega dogovora, je, da bo Evropa do leta 2050 postala ogljično nevtralna celina. Gre za zelo pomembne dosežke, zavezujoče cilje, ki jih je treba doseči. Ključno pri tem bo, in tukaj sem hvaležen Tajdi, hvala, iz Šempetra, ključno pri tem bo ozaveščenost ljudi. Namreč ljudje se premalo zavedamo, da gre pri izpustih, pri onesnaževanju za strošek, ki dostikrat ni vključen v samo ceno izdelka ali storitve. In zato, da se ta osveščenost poveča, je treba seveda na ogljik, na izpuste ogljika seveda prilepiti neko ceno, ki bo odražala škodo, ki se s tem povzroča okolju. Jaz spremljam zdaj razprave tudi v Sloveniji o tem, kdaj bi bilo treba zapreti termoelektrarno Šoštanj. Moj odgovor je čim prej, pri tem pa seveda je treba poskrbeti za zaposlene, ki morajo dobiti nadomestne, primerljive službe. In Evropska unija skrbi tudi za to, zato je uvedla tako imenovani sklad za pravični prehod, ki je namenjen prav tistim regijam v Evropi, ki morajo opustiti premogovništvo in preiti na bolj okolju prijazne dejavnosti. Je pa pri vsem tem, če želimo pri tem uspeti, se je pa treba zavedati, da premog je poceni. Zakaj? Zato, ker vanj ni vračunana celotna cena za škodo, ki jo z njim povzročamo. Zato je poceni. Če bi se upoštevalo, koliko škode se povzroči okolju zaradi porabe premoga in drugih fosilnih virov energije, bi bili ti viri seveda dosti dražji od obnovljivih. In ambicija Evropske unije je, da se ogljik ustrezno ovrednoti, da se škoda, ki jo povzročajo izpusti, ustrezno ovrednoti in s tem spodbudi prehod v zeleno in doseganje ciljev, ki sem jih omenil na začetku. Smeti so prav posebno poglavje, tudi veseli, da imate tudi to v mislih. Veliko je govora o upravljanju z odpadki. Zame je najboljše upravljanje z odpadki tisto, da odpadkov sploh ne proizvajamo. Spomnim se, ne boste verjeli, da sem že v takšni starosti, ampak spomnim se, ko še ni bilo toliko polivinilnih vrečk. Te so se razpasle tam nekje v 70 letih pri nas. In se spomnim, da še kot otrok na tržnici so branjevke zavile solato v časopisni papir. Torej, zakaj to omenjam? Omenjam zato, da ponazorim, da je možno živeti na način, da ne proizvajamo odpadkov, oziroma vsaj ne takih, ki jih ni mogoče reciklirati. Da rešitev glede smeti je zelo preprosta, gre za to, da izberemo takšne izdelke,
takšno embalažo zlasti, ki je največji problem danes, eden največjih problemov s smetmi danes je plastična embalaža, zlasti tista za enkratno uporabo, ampak ta je zamenljiva. Zamenljiva je s papirnato embalažo, z embalažo iz lesa in z drugimi tovrstnimi izdelki, ki jih je mogoče celoti ponovno uporabiti, reciklirati. To je značilnost tako imenovanega krožnega gospodarstva. In Evropska unija seveda to zelo spodbuja, je že uvedla prepoved uporabe plastike za enkratno uporabo na mnogih področjih in tu bo treba seveda postoriti še veliko več. Maske so zdaj en velik odpadek, ker so zlasti te za enkratno uporabo, se potem odvržejo in zdaj vidimo te maske ležati vse povsod po parkih in zelenicah in podobno. Kar tudi kaže na pomanjkljivo osveščenost ljudi. Zeleni davek. Ko sem prej govoril o tem, da bi bilo treba ovrednotiti strošek, ki ga povzročamo v naravi z izpusti ogljika, zlasti ogljikovega dioksida, temu bi dodal, da je treba to narediti na svetovni ravni, na globalni ravni. Kajti, če bomo ta davek plačevali samo v razvitem svetu, se bo industrija preselila v druge dele sveta in tam nadaljevala svoj umazan način proizvodnje. Jaz mislim, da je treba doseči globalni dogovor o zeleni dajatvi in Evropska unija gre v to smer, namreč razmišlja o uvedbi tako imenovane uvozne ogljične dajatve, s katero bi obremenili uvoz izdelkov iz vseh tistih držav, kjer ne spoštujejo okoljskih ciljev. S tem bi uvedli tako imenovane enakopravno obravnavo podjetij, da ne bi bila evropska podjetja, ki se morajo držati nekih okoljskih standardov bila v neenakopravnem položaju s podjetji v drugih delih sveta, kjer teh standardov še nimajo. Ampak gre za globalno ureditev, mislim, da je treba globalno ukrepati za zmanjšanje izpustov in onesnaževanja. Je pa seveda po drugi strani res, da revnejše države si to težko privoščijo in zato jim je treba pomagati. In Evropska unija ima tukaj kar nekaj vzvodov. Eden pomembnejših je razvojna pomoč Evropske unije in Evropska unija je se odločila, da bodo vsa njena sredstva, tudi sredstva za razvojno pomoč, morala biti uporabljena v okolju prijazne namene, tudi kar gre za razvojno pomoč tretjemu svetu. Poraba vode je pomemben pokazatelj razsipništva z naravnimi viri in se mi zdi ta zamisel, da bi uvedli označevanje količine porabljene vode za posamezne izdelke zelo, zelo zanimiva. To bom gotovo omenil svojemu kolegu, ki se ukvarja z okoljem. Mojca Ravnik z Maribora, osebni avtomobili. Veste, treba bo seveda izboljšati javni prevoz. Vlaki morajo biti hitrejši, zlasti v Sloveniji se včasih z vlakom potuje celo večnost z enega konca na drugega. Izboljšati treba povezave, ampak tudi če naredimo vse to, popolnoma opustiti osebnega vozila ne moremo pričakovati. Ker ljudje imajo radi po eni strani svobodo, ki jo nudi osebno vozilo, po drugi strani boste pa vedno imeli precejšnje dele, precejšnja področja, precejšnja območja države, kjer ne boste mogli imeti, ne morete javnega prometa pripeljati prav na vsako osamljeno domačijo. Osebna vozila bodo ostala z nami. Zato je potrebno ta osebna vozila narediti okolju prijaznejša, kot so sedaj. In tudi tukaj Evropska unija zelo spodbuja prehod na elektrifikacijo, na električna vozila in spodbuja države članice, da evropska sredstva namenjajo v to smer. Spravi, rešitev je seveda delno v večji uporabi javnega prometa, pa tudi v elektrifikaciji celotnega prometa, nasploh tudi prometa z osebnimi vozili. Mesna industrija je okolju precejšnje breme, ampak
Sam sem bolj zagovornik mehkega pristopa, kajti veliko ljudi rado uživa meso in si lahko predstavljate, kaj bi bilo, če bi iz Bruslja, ki ga že zdaj nekateri slikajo kot odtujenega, prišli razni ukazi, da je treba jesti manj mesa ali pa da je treba zmanjšati proizvodnjo mesa, kajti če zmanjšate proizvodnjo mesa, povpraševanje po mesu pa ostane isto, bo to privedlo do porasta cen, podražitve mesa in to, verjemite mi, ne bi bilo dobro sprejeto pri celotnem prebivalstvu. Rešitev osebno vidim v večjem osveščanju o tem, da je pridelava in proizvodnja mesa, zlasti v intenzivnem kmetijstvu, veliko breme za okolje, da pogosto vključuje tudi slabo ravnanje z živalmi. Treba je krepiti to osveščanje in spodbujati ljudi, da se sami, ne po ukazu Bruslja ali vlade ali kogarkoli, ampak sami odločajo, da bodo živeli bolj zdravo, uživali manj mesa in tudi tistega, ki ga bodo uživali, da bodo izbirali meso, ki je pridelano na okolju in živalim prijazen način. Ta okolju prijazen način proizvodnje nasploh je nekaj, kar moramo spodbujati po celem svetu, ker kot rečeno, če bomo uvajali ukrepe samo v Evropi ali pa samo v razvitem svetu, potem bo industrija se preselila tam, kjer jim ne bo treba spoštovati zahtevnih okoljskih standardov. Tako da zavzemati se moramo za visoke okoljske standarde po celem svetu in dokaj tega ne dosežemo, uvesti določene zaščitne ukrepe, kot je omenjena uvozna ogljična dajatev, o kateri sem govoril. Še Anteja Garmut iz Maribora. Kmetijska proizvodnja je nekaj, čemur Evropska komisija posveča veliko pozornosti. Že zato, ker je proračun Evropske komisije namenjen kmetijstvu, predstavlja velik del evropskega proračuna, skoraj tam okoli 30%. Nedavno je komisija izdala strategijo Od vil do vilic. Ta strategija vsebuje vizijo te komisije prav na področju okolju bolj prijazne kmetijske proizvodnje, pa ne samo okolju, temveč tudi ljudem, porabnikom in drugim. Ta strategija vsebuje veliko raznovrstnih ukrepov, ne omenim samo recimo zavezo, da se bo v nekaj letih zmanjšala uporaba pesticidov v evropskem kmetijstvu za znaten delež. Vsebuje tudi zavezo, da se bo spodbujala lokalna pridelava. Namreč danes vidimo veliko anomalij, ko greste v supermarket in vidite tam kmetijske pridelke iz drugega konca sveta, pride, ne vem, česen iz Kitajske in je veliko cenejši kot česen iz nekje v Evropi. Zakaj cenejši? Zato, ker transportni stroški, vključno z izpusti, ki so povzročeni z prevozom kmetijskih pridelkov z drugega konca sveta, niso vračunani v ceno. To je ilustracija tega, da moramo pri spodbujanju okolju prijazne kmetijske pridelave, pa ne samo okolju, ampak tudi kot rečeno potrošniku prijazne, upoštevati globalno stanje stvari. In moramo razmišljati globalno in temu je namenjen precej pozornosti Evropske komisije, ravno zato, da bi spodbudili ljudi, da izberejo lokalno pridelano hrano, da izberejo hrano, ki je pridelana na okolju prijazen način. Ampak veste, pomemben faktor pri nakupu je cena, in medtem, ko si bogatejši lahko privoščijo dražje izdelke, dražjo hrano, ki je okolju prijazno pridelana in podobno, in lokalna, si veliko ljudi tega ne more privoščiti. Zato je treba spodbujati kmetijsko
proizvodno, okolju prijazno kmetijsko proizvodno, tudi na ta način, da ne vodi do povišanja cen, ker to si lahko predstavljate, bi bilo za veliko ljudi hud udarec. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaše komentarje, izčrpne, jasne, konkretne. Hvala lepa. In gremo na naslednjo tematiko. Že ta vemo, da je taka, da bi lahko tudi celo naslednjo uro posvetili razpravi o okolju, ampak čakajo nas še 3. Tako da gremo naprej na naslednjo, in sicer boste tokrat predstavljali predloge šole, ki ste obravnavali temo digitalizacije in zaposlitev v prihodnosti. Še ena tema, ki je še posebej prišla do izraza v času pandemije. Vsi smo se mogli pobliže spoznati z digitalizacijo, spoznali pomen le-te in nujo in začeli tudi mogoče bolj debatirati o zaposlitvah prihodnosti. Tako da bomo z zanimanjem poslušali vaše predloge, kaj ste nam pripravili, in k prvi predstavitvi vabim Gimnazijo Ilirska Bistrica. Predlog oziroma predloge bo predstavila dijakinja Ana Velenik. Izvoli, Ana. Pozdravljeni, sem Ana Velenik, dijakinja Gimnazije Ilirska Bistrica. Vse hitrejša digitalizacija družbe narekuje dodatna znanja in spretnosti za učinkovito uporabo prednosti sodobnih tehnologij. Voditelji in voditeljice EU so na videokonferenčnem zasedanju Evropskega sveta 25. in 26. marca razpravljali o tako imenovanem digitalnem kompasu, ki bo določal konkretne ambicije Evropske unije na digitalnem področju do leta 2030. Poudarili so, da je treba digitalno suverenost Evropske unije okrepiti v duhu samoodločanja in na odprt način. Da bi izpopolnili pristop digitalne politike Evropske unije, so pozvali Evropsko komisijo naj opredeli nadaljnje sisteme kritičnih tehnologij in nadaljnje strateške sektorje ter razširi nabor orodij EU za digitalno preobrazbo. Menimo, da bi morala EU pripraviti razpis za nepovratna sredstva iz EU skladov, s pomočjo katerih bi podjetja organizirala dodatna izobraževanja in usposabljanja z področja sodobnih tehnologij za vodilni oziroma upravni kader podjetij. Izobraževanja in usposabljanja bi morala potekati na 3 stopnjah. Prva stopnja bi bila za začetnike, ki so se doslej redkeje srečevali z uporabo sodobnih tehnologij. Druga stopnja za uporabnike z osnovnim znanjem in tretja stopnja za vešče uporabnike, ki bodo svoje znanje samo še nadgradili. Predlagamo, da bi tudi mala in srednje velika podjetja v večji meri na delovno prakso vzela študente in dijake, ki se izobražujejo v računalniških smereh. EU bi to lahko podprla tako, da bi sofinancirala delež štipendij. Praktikanti bi po opravljeni delovni praksi imeli možnost zaposlitve v podjetju. Predlagamo tudi, da bi Evropska unija organizirala projekt, v katerega bi se lahko vključile srednje šole. Dijaki bi izpolnjevali znanje in veščine z področja sodobnih tehnologij. Nato pa bi dijaki poučevali in usposabljali zaposlene v malih in srednje velikih podjetjih. Plačilo ne bi bilo potrebno, saj bi srednja šola oziroma dijaki prejeli nagrado s strani Evropske unije. Očitno je, da potrebujemo čedalje več strokovnjakov z digitalnimi znanji in veščinami, da bi tudi ozaveščali o kibernetski varnosti. Vzpostavitev varnega kibernetskega prostora bi namreč pripomogla pri povečanju zaupanja državljanov in podjetij v digitalna orodja in storitve. Varno okolje bi zagotovilo temeljne pravice uporabnikov ter zaščito pred grožnjami in goljufijami, saj število kibernetskih napadov in zlorab raste. Virtualna in obogatena resničnost ima na področju gospodarstva precej neizkoriščenega potenciala. Virtualna resničnost lahko na primer premakne gospodarske procese na digitalno raven na tak način zagotavlja določene vrste storitev. Obogatena resničnost pa lahko združi digitalni in fizični svet s nadgrajevanjem človeške percepcije fizične realnosti z digitalnimi informacijami.
Z digitalizacijo gospodarskih procesov v vseh sektorjih te tehnologije s praktično zanemarljivimi stroški implementacije omogočajo fleksibilnost produkcije, hiter dostop do informacij in velike učinke povezovanja vseh deležnikov. Na drugi strani pa raziskave kažejo, da se ravno zaradi digitalizacije delovnih procesov na delovnih mestih vse bolj povečujejo tako časovni pritiski kot tudi obseg dela. Nove tehnologije vodijo vse pogostejše zahteve po nenehni dostopnosti, kar vodi v razraščanje dejavnikov tveganja za psihosocialno življenje zaposlenih. Ljudje torej delajo pod nenehnim pritiskom, na primer kratkih rokov in zahtevnosti kompleksnih delovnih nalog v nepredvidljivih okoliščinah. Vse to se odraža v zdravstvenem stanju zaposlenih. Neustrezna in nenadzorovana uporaba novih tehnologij na delovnih mestih tako lahko celo zmanjša produktivnost dela, lahko zmanjša telesno in duševno zdravstveno stanje zaposlenih, saj negativno vpliva na kakovost spanja ter povzroča anksioznost in depresijo. Čeprav ima uporaba digitalnih tehnologij z vidika ergonomije in zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnih mestih tudi dosti prednosti, jih premalo udejanjimo. Hvala za besedo. Najlepša hvala Ana za predloge o dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih, povezovanju, se pravi mladih in podjetij, izmenjavo znanj, več prakse in hvala tudi za premisleke o tako imenovanem work-life balanceu, ki postaja vse bolj pomembna tema ob digitalizaciji vseh naših procesov. K naslednji predstavitvi pa vabim dijake gimnazije Ormož. Nimam zapisano, kdo predstavlja, mislim, da Ana Tija. Ana, ponovno Ana, lepo vabljena k besedi. Pozdravljeni, sem Ana Tija Cvetko in za današnjo razpravo smo dijaki gimnazije Ormož pripravili predloge na temo digitalizacija in poklici prihodnosti. Naša prva ideja je uvedba digitalnega denarja. Tako bi zaleti fizični denar, torej kovance in bankovce, izločili iz obtoka. S tem bi sledilo tudi postopno uvajanje samo elektronskega plačevanja. Prav tako bi več pozornosti in sredstev namenili nadgradnji e-bančništva. Uvedli bi avtomatsko skeniranje izdelkov v trgovini. To pomeni, da bi posameznik vstopil v trgovino, vzel s polic izdelke, jih skeniral in potem odšel. Račun bi plačal doma prek e-banke ali bi mu denar avtomatsko odtegnili. Blagajn sploh ne bi bilo, zaposlenih pa bi bilo le nekaj prodajalk za pomoč pri iskanju izdelkov. Menimo, da bi morala biti večja digitalizacija na državni ravni, kar pomeni, da bi morala vsaka država poskrbeti, da bi si državljani lahko vse dokumente uredili prek računalnika oziroma telefona. Odpravili bi tudi uporabo zdravstvenih kartic. Države bi več vlagale v sodobno tehnologijo v vseh vladnih in upravnih organih. Starih poklicev, ki izumirajo, ne bi pustili zamreti, hkrati pa bi se modernizirali. Pri tem bi jih finančno podpirali država in Evropska unija. Popolna digitalizacija bi tako nastopila tudi v sistemu vzgoje otrok in šolstva. Predlagamo posodobitev opreme v šolah, vrtcih in izobraževalnih ustanovah. Na internetu bi ustanovili e-knjižnice, kjer bi bile vse knjige dostopne brezplačno. Hvala. Najlepša hvala, Ana Tija, za vaše predloge uvedbe elektronskega plačevanja in poslovanja tako v gospodarstvu kot na področju javnih storitev. Super ste pripravili predloge. In gremo še na tretjo predstavitev, zadnjo v tem sklopu. Svoje predloge nam bodo predstavili dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Predlog so pripravili Klara Klaus, Blaž Bunderla in Nik Jošt. Izvolite. Dan, še moj ime je Blaž Bunderla. Zdaj, glede digitalizacije, v bistvu je ta kriza, ki je še zdaj v bistvu pokazala, da mogoče pa ni svet tako razvit, pa tudi Evropa ni tako razvita, kakor bi mogla biti. Da v bistvu mogli
določene spremembe. Zato recimo na delovnih mestih je veliko starejšega prebivalstva oziroma pač nek srednjih let, recimo več 40, ampak recimo ti mogoče ne znajo tako dobro z računalniki delati, mogoče jih robotika ni njihova največja spretnost. Zato bi mogli imeti več mladih na teh delovnih mestih. Zato v bistvu vse te srednjošolce, predvsem, mogli poleg te šolske prakse pa delovne prakse, ki jih pač organizirajo prek šole, mogli tudi recimo za polet, ki imamo pač 2 meseca pa pol cajta, ki ga lahko zabijemo za brez veze dobesedno, ga lahko mogoče ponudimo, pa se nekaj zaposlimo. V bistvu lahko potem rešujemo finančno krizo, lahko rešujemo krizo zaposlovanja, tudi pridobimo lahko delovne izkušnje. Pa tudi za te starejše mogli podjetja narediti in obvezne delavnice, na katerih se pač učili te digitalne pismenosti, upravljanja z najnovejšo tehnologijo. V bistvu se pravi pa tudi v osnovnih šolah, recimo, mogli že na predmetni stopnji, spravi 5. razreda naprej, a pa mogoče celo prej, v bistvu mogli imeti več pouka, bi mogli dati več pouka, na katerim se učili informatike, recimo, ker tega je že premalo. Zato mogla Evropska unija dati nek odlok oziroma neko pravilo, ki bi se ga mogle držati vse države, članice Evropske unije. V bistvu to lahko tudi se že na mednarodni ravni se mogoče uznali, pa bi imeli lahko več ljudi, mladih ljudi zaposlenih, pa v bistvu se ne bi mi pogovarjali v takih številkah, kot recimo, da je 15, 20, 15, 10% ljudi brezposelnih. V bistvu lahko to krizo brezposelnosti lahko odpisali. Tukaj bi mogla Evropska unija dati neke usmeritve, določiti neka pravila, v katerih se lahko države in tudi v bistvu potem podjetja držala. Potem je pa v bistvu to z naše strani. Hvala za besedo. Najlepša hvala, Blaž, da si nam predstavil vaše predloge. Jaz sem si najbolj zapomnila, se pravi, pridobivanje digitalnih kompetenc že od osnovne šole dalje in pa tudi preko prakse, potem naprej v srednji šoli, na fakulteti. Tako da najlepša hvala za vaš predlog. In to so bili 3 predlogi v seriji digitalizacije. Evropski komisar, gospod Lenarčič, zdaj pa predajam vam besedo, da poskušate nekako te predloge pokomentirati. Rekla bi, da imamo res največ 10 minut časa za to, da pridemo potem skozi še z 2 skupinama. Izvolite. Brez skrbi bom zelo na kratko, tudi zato, ker to lepo področje, ker se mi zdi, da je generacija sedanjih dijakinj in dijakov bolj usposobljena za razpravo, kot sem sam. No, bom vsem poskusil po svojih najboljših močeh. Najprej bi spomnil na to, da je Evropska komisija v instrumentu za obnovo in okrevanje, tako imenovana nova generacija Evropske unije, predvidela oziroma zahtevala, da mora biti določen delež sredstev, ki jih bodo države prejele za okrevanje in obnovo po tej pandemiji, namenjen zelenemu gospodarstvu, 37%, 20% mora pa iti za digitalno preobrazbo. In to so velika sredstva. In mislim, da je tukaj velika priložnost tudi za Slovenijo. Jaz upam, da bo Slovenija te deleže še dvignila, kajti prepričan sem, da je prihodnost tako v zelenem, kot tudi v digitalnem gospodarstvu in načinu življenja.
Glede izobraževanja, Evropska komisija je nedavno sprejela akcijski načrt za digitalno izobraževanje. In ta načrt je poln enih super zanimivih priporočil, ampak so samo priporočila, kajti vedeti morate, da so pristojnosti v Evropski uniji zelo jasno razdeljene in izobraževanje, zaposlovanje, socialne zadeve, veliko od teh zadev, ki so jih dijakinje in dijaki naslovili v tej seriji, so pač v pristojnosti držav. Evropska unija daje lahko priporočila, smernice, ampak večji del odgovornosti, da se te stvari uresničijo, pa je na ramenih držav samih. Jaz bi glede raznih možnosti v Evropski uniji za izobraževanje na področju digitalnih zadev, jaz bi priporočil, da ste v kontaktih z predstavništvom Evropske komisije, ki ima vedno tekoč pregled nad tem, kakšne so možnosti v okviru Evropske unije na področju digitalnega izobraževanja. Zelo aktualno je to, kar je Ana Velenik iz Ilirske Bistrice povedala o novi tehnologiji na delovnem mestu. Ta pandemija, ki jo doživljamo, je pospešila digitalizacijo na delovnem mestu. Že zato, ker je večina ljudi morala preiti na delo od doma. Lahko vam povem, da recimo v Evropski komisiji je v določenih obdobjih več kot 90% zaposlenih delovalo od doma. In je samo tako imenovano kritično osebje hodilo v službo, v pisarno. In to je seveda prineslo določene prednosti, pa tudi določene izzive, o katerih je Ana lepo povedala, kaj vse prinašajo. Jaz mislim, da moramo tukaj, kot bi rekel po domače, narediti red. Predvsem je treba urediti to, da delo od doma ne pomeni delo 24 ur na dan, ne pomeni dosegljivost 24 ur na dan. Z drugimi besedami, pravila, ki veljajo za delavce, zaposlene v realnem svetu, morajo veljati tudi v digitalnem svetu. Če je norma 8-urni delovnik, mora to enako veljati tudi za delo od doma. In na tem bo treba vztrajati. Evropska komisija zelo intenzivno razmišlja o uvedbi standardov, ki bodo veljali za delo od doma. In filozofija je ta, ki sem jo omenil, to, kar velja za delo na tradicionalnih delovnih mestih, te norme, omejitve in tako naprej, morajo biti veljavne tudi za delo od doma. Ana, ti je iz Ormoža, vrsta zanimivih idej. O uvedbi digitalnega evra intenzivno razmišljajo v Evropski centralni banki. Intenzivno. In jaz mislim, da se bo šlo v to smer, že zato, ker se s tem povečuje učinkovitost. V pandemiji pa tudi, veste, je veliko trgovin in storitvenih dejavnosti preprosto prenehalo uporabljati gotovino, tudi zaradi zaskrbljenosti, zaradi morebitnega prenosa okužb. Tako da digitalni denar je gotovo nekaj, o čemer bo v bližnji prihodnosti že veliko več govora, in vem, da v Evropski centralni banki o tem intenzivno razmišljajo in pripravljajo tudi določene ukrepe. Avtomatsko skeniranje izdelkov v trgovinah je nekaj, kar že poteka. Lahko vam povem, da tukaj v Bruslju, v Belgiji imajo to možnost v večjih samopostrežnih trgovinah, da kupec sam skenira vsak izdelek posebej in potem gre na blagajno, kjer ni nobene žive osebe, in se vsota vseh skeniranih izdelkov pač izpiše in tam se tudi plača s kartico, brez gotovine in tudi brez zaposlenega. Je pa treba seveda upoštevati, da tako zmanjševanje števila zaposlenih seveda je treba nadoknaditi potem z odpiranjem novih delovnih mest, po možnosti boljših, bolje plačanih. In to je nekaj, o čemer boste morali vsi razmišljati, ko se odločate o svoji prihodnosti, o svojih karierah. Razmišljate o tem, kakšni in kateri so poklici prihodnosti,
in na to, kakšni bodo, bo v veliki meri vplivala digitalizacija, pa tudi zelena ekonomija. Dejstvo je, naprimer, da v prihodnosti ne bo več potrebe po zaposlovanju v premogovnikih, v rudnikih premoga, pa bo treba iskati zaposlitvene priložnosti v drugih smereh. Glede zdravstvene kartice, Ana, ti nisem ravno dobro razumel. Zdravstveno kartico jaz razumem kot nekaj precej digitalno razvitega, ker veste, z njo lekarno, pa zdravniku posod deluje, ker z njo se dobi dostop do vaših podatkov in omogoča za to in digitalni recept, ne rabite receptov papirjev in podobne stvari. Tako da jaz mislim, da zdravstvena kartica je v bistvu kar dosti napredna zadeva z vidika digitalne ekonomije. Jaz se še spomnim, kako smo imeli v preteklosti zdravstvene knjižice. To je bilo iz papirja knjižica, kjer so bili žigi, podpisi o opravljenih zdravstvenih posegih, cepitvah in podobno. No, to imate zdaj vse na čipu oziroma na zdravstveni kartici. Super ideja glede e-knjižnic, jaz upam, da se bo to prijelo, namreč ne bo več potem problema ki jih imate v klasičnih knjižnicah, da je knjiga, ki jo želite, je že izposojena in je ni na razpolago, pa tudi tisti, ki smo bolj pozabljivi, ne bomo več imeli problemov z zamudninami pri vračanju knjig. Tudi e-knjižnica je nekaj, kar jaz mislim, da bi bilo sijajno, če bi se uveljavilo, zlasti za vse tiste, ki radi berete oziroma beremo. Blaž Bunderla, Radolca, se zelo strinjam, tale pandemija nas je malo, bom rekel, postavila na realna tla. Danes sem že omenil, da je bila zadnja pandemija tovrstnih razsežnosti pred več kot 100 leti, ta španska gripa, in paste, trajala je 2 leti, ta španska gripa od leta 18 do leta 20, je trajala 2 leti in 2 meseca, šla je v 4 valovih, tako da, mi smo zdaj tudi že krepko čez 1 leto v tej pandemiji in to ob vsem napredku znanosti, medicine in vsega. Vidite, kako smo ranljivi, kljub vsemu temu znanstvenemu napredku, kar je bistvena razlika je, in vendarle je, v času epidemije španske gripe je bilo veliko več smrtnih žrtev, umrlih ljudi, ker je bila pač zdravstvena oskrba manj razvita, kot je danes. To se vidi, tukaj se vidi razlika. Hkrati se pa tudi vidi, kako težko je obvladovati take izzive, kot je ta virus. Čeprav smo uspeli v rekordnem času dobiti cepiva, v rekordnem času, običajno za cepivo potrebujete 5 do 10 let, tukaj so pa prišla v manj kot 1 letu dni in tako naprej. Ampak dejstvo je, da pandemija pokazala, da vendarle nismo tako razviti, neranljivi in odporni, kot bi morali biti. Glede drugih idej, ki jih je Blaž dal, ja, to so vse super zadeve, poletna zaposlitev, spodbujanje mladih, da že v poletnih počitnicah prevzamejo kakšne zaposlitve. Včasih je bil študentski servis, ko sem jaz bil dijak, sem polet šel prek študentskega servisa delati sem in tja. Ne vem, kakšne so zdaj razmere tukaj, ampak vsekakor spodbujam vsaj del poletnih počitnic, seveda temeljito zasluženih v vseh primerih, ampak vsaj del teh poletnih počitnic preživeti na delovnem mestu. Že zato, da si pomagate ustvariti sliko, kaj vas veseli, kaj vas zanima, kajti zelo važen v poklicu, ki si ga izberete, je to, da ga radi upravljate. Mora pa biti to, kot sem že rekel prej, to poklic prihodnosti, kajti veliko poklicov bo zaradi digitalizacije izginilo, veliko, ampak jih bodo nadomestili novi. Zato je važno, da se
posvečate temu, pa ne samo vi, ampak tudi vsi vi starejši. Zelo se strinjam, da je treba veliko narediti za digitalno opismenjevanje zaposlenih, vključno starejšo generacijo. Pa tudi zelo pozdravljam to, da je treba več informatike, pouka o informatiki v čim bolj zgodnjih letih izobraževanja, že na začetku same osnovne šole. Zelo se strinjam, namreč to je tisto, kar bo usodno vplivalo na konkurenčnost vsake družbe in države. Digitalna pismenost, zmožnost sodelovanja v tej digitalni ekonomiji, ki je ekonomija prihodnosti. Prej in bolje se bojo ljudje v to vključili, bolj konkurenčni bodo. Najlepša hvala, gospod komisar. Mislim, da ste nas vse razveselili z informacijo, da prihajajo evropski standardi tudi za delo od doma, tako da smo v pričakovanju, da jih dobimo, preberemo in začnemo implementirati. Res pa je tudi, da, in zelo se strinjam, da moramo poklice, ki izumirajo in delovna mesta, ki odhajajo, nadomestiti z drugimi mesti. Nekaj dijakov je o tem razmišljalo v svojih predlogih, pa danes predstavljajo v drugi skupini. Če pa tisti, ki ste danes tukaj z nami, imate kakšno idejo, nam pa dajte mogoče v chat zapisati, da vidimo, kje mladi vidite neke poklice prihodnosti. Sam kako idejo noter, ni potrebno nič dodatno razlagati. Mi pa gremo naprej na našo tretjo skupino, da bomo mogli tale naš vlak malo pospešiti, ker smo že dobro uro v debati in nam samo še pol ure ostaja, imamo pa še dve skupini. Tako da gremo na naslednjo temo, ki že kar nekaj časa buri duhove in razplamti marsikatero debato, in to je tema migracija in integracija. Super predloge ste pripravili in za prvega bi prosila Srednjo prometno šolo Maribor, ki je na to temo pripravila en krajši predlog, in sicer ga bo predstavila Mojca Duh. Mojca, izvoli, beseda je tvoja. Pozdravljeni, najlepša hvala za besedo. Sem Mojca Duh in trenutno obiskujem 4. letnik Srednje prometne šole Maribor in danes vam bom predstavila naše predloge in misli. V zadnjih letih se tudi v Evropski uniji srečujemo s številnimi migracijami in vsemi posledicami, ki jih te prinašajo s seboj. Med migranti lahko najdemo tudi veliko mladih ljudi, ki zapuščajo svoje domove iz najrazličnejših razlogov in se zaradi tega tudi v novem okolju velikokrat ne znajdejo najbolje, pogrešajo svojo družino, doživljajo različne stiske, zato jih je treba čim bolj vključiti v naše novo okolje. Evropska unija bi morala delovati bolj v smeri čim večjega povezovanja in inkluzije različnih kultur, iz katerih prihajajo ti mladi. Mi predlagamo, da v šolskem sistemu vidimo veliko težavo pri teh integraciji dijakov tujcev, saj je teh namreč iz leta v leto več, tudi v slovenskih šolah. Prišli so v novo okolje, ne obvladajo našega jezika, njihova vključitev v naše okolje je pa s šolskim delom nadaljavo tudi zelo otežena. Treba bi jim bilo nuditi dodatno strokovno pomoč, jih voditi in vključiti v različna šolska dela, pa predlagamo tudi organizirano pomoč mentorjev in tutorjev. Pri tem organiziranju pomoči pa bi bilo dobro, da se vključijo in nudijo strokovno pomoč tudi različne organizacije Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, Mojca. Relevanten predlog še posebej za vas mlade, ki se soočate oziroma poznate dijake tujce in ste soočeni s takimi situacijami. Naslednji predlog pa predstavljata Črt Vidič in Gaja Remjaš iz Gimnazije Nove Gorice. Vabljena k besedi. Dober dan, sem Črt Vidič in z mano je Gaja Remjaš in predstavljamo par predlogov. Migracije so kompleksen globalni pojav, s katerim se srečujejo vse države po svetu. Leta 2018 so otroci brez spremstva vložili 20.000 vlog za azil, kar predstavlja 10% vseh vlog. Poleg otrok se na pot proti Evropi podaja večinoma mladi moški.
V to jih prisilita revščina in brezposelnost, ki jim v domačem okolju onemogočata dostojno življenje. V zadnjih letih se neprestano soočamo z novicami, v katerih države omejujejo velike težave z migranti, ki prihajajo v Evropo, iskati boljše življenjske pogoje. Pojavili so se že na začetku begunske krize, ko nihče ni pričakoval takšnega navala in števila ljudi. Začeli so se postavljati azilski domovi, nekatere meje so se zaprle. Povečana je bila policijska kontrola, ponekod so postavili celo ograje. A kriza še kar traja. Mnogi migranti so še vedno zaprti v azilskih domovih in nimajo pravice do izhoda. Zbrani na enem mestu čakajo na dovoljenje za vstop v državo. Menimo, da azilski domovi ne rešujejo begunske krize, saj migrante tako samimo in jih velikokrat prisilimo v življenje v slabih življenjskih pogojih. Predlagamo, da bi države Evropske unije spodbujale programe, kot je program Campus, ki financira projekte in vključevanje v vsa področja izobraževanja in usposabljanja. Obvezno bi se morali tudi učiti jezike okolja, saj bi jim to olajšalo vključevanje v družbo. Pomembno se nam zdi, da se migrantom omogoči bivanje na celotnem državnem ozemlju in da skupine niso tako velike in koncentrirane, da bi imeli priložnost poiskati stik tudi z lokalnim prebivalstvom. Izpostavili bi tudi en problem, in to je ta, da je med nami veliko takšnih ljudi, ki se bojijo vsega, česar ne poznajo. Predlagali bi organizacijo kulturnih večerov, na katerih bi migranti predstavili svojo kulturo, jezik, kulinariko, šege in navade. Verjamemo, da je boljše poznavanje lahko pot k lažjemu sprejemanju ljudi v našo družbo. Predlagamo, da si Evropska unija bolj prizadeva k umirjanju razmer na vseh politično oziroma vojno nestabilnih območjih. Potrebna bi bila vlaganja, ki bi omogočila razvoj dejavnosti in tako odpravila zlasti ekonomske razloge za migracijo. Najlepša hvala, Črt in Gaja, za vaše predloge. Če samo na hitro povzamem, ker je Gajo malo prekinjalo vmes. Se pravi, predlagali ste različne ukrepe za integracijo, torej projekti za vključevanje migrantov v vsa področja izobraževanja, učenje jezika, pa tudi vključenost v družbo preko tega, da so geografsko razpršeni migranti ali pa področno, organizacija kulturnih večerov in pa večja vloga EU v kriznih oziroma na kriznih žariščih. Hvala lepa za nabor predlogov, super ste razmišljali. In še tretji predlog oziroma tretja šola v sklopu naše teme migracija in integracija. Predlog bo predstavljala Larisa Ravnjak iz Gimnazije Slovenske Konjice. Larisa, izvoli. Pozdrav, hvala za besedo. Sem Larisa Ravnjak in prihajam iz Gimnazije Slovenske Konjice. Najprej bi začela s tem, da v zvezi z migranti se še vedno pojavljajo stigmatizacije strani družbe in tudi neustrezna politika v večini držav, prav tako pa vedno bolj narašča nestrpnost do priseljencev. Velikokrat zasledimo komentarje politikov, ki mnogokrat z nepremišljenimi izjavami vplivajo na mišljenje državljanov, zato bi ti v prvi vrsti morali spremeniti način izražanja. Če bi mi odločali, bi za priseljence organizirali jezikovne tečaje, financirane strani Republike Slovenije oziroma z Evropske unije, kjer se bi naučili glavnih osnov slovenščine, tako bi lahko ustrezno komunicirali v družbi in si lažje poiskali zaposlitev. Zaradi neznanja slovenščine je slabša tudi integracija na trg dela, primanjkuje pa tudi število delovnih mest nasploh. Tako da bi morali povečati tudi število le-teh. Organizirali bi tudi tečaje, kjer bi lahko pridobivali kompetence, ki v svoji državi niso mogli. Naprimer, tiste brez predloženega dokazila o izobrazbi pa bi čimprej usposobili za delo. Za begunce, pa tudi za ostale migrante, ki nimajo dovolj finančnih sredstev, se bi morali ustanoviti centri, ker bi jih lahko varno namestili in jim olajšali prve mesece v novi državi.
V Sloveniji namreč primanjkuje kapacitet za namestitev tistih z mednarodno zaščito, zato so primorani poiskati bivališče na nepremičninskem trgu, tam pa je zaradi diskriminacije zopet doletijo višje cene in slabša stanovanja. Če smo se uspeli prilagoditi razmeram, ki so v zadnjem letu vladale v državi, mislim, da se lahko prilagodimo tudi migrantom in poskušamo biti bolj strpni. Pomembno se nam zdi tudi mednarodno sodelovanje z njihovimi matičnimi državami v iskanju demokracije in človekovih pravic, da bi se begunci lahko varno vrnili na svoje nekdanje domove. Zavedati se je potrebno, da se svet nepravilno vrti v smislu kapitala in neenakosti, kjer države tretjega sveta že stoletja ne morejo konkurirati Zahodu oziroma državam prvega sveta, čeprav se na njihovih tleh nahajajo mnoga nahajališča dragocenih surovin in rudnih bogastev, a so v lasti zahodnih multinacionalk. Hvala. Najlepša hvala, Larisa. Vidim, da se v veliki meri strinjate z predlogi tudi gimnazije Nova Gorica, kar se tiče usposabljanj, jezikovnih tečajev, pa tudi sodelovanja in spodbujanja demokracije in človekovih pravic. Izpostavljate pa tudi centre za varno namestitev in seveda bolj strpno in premišljeno komunikacijo politikov. Super predlogi. Komisar, za vas pa imam vsaki krog težjo nalogo in upam, da ne boste jezni nam, ampak tokrat vam bom mogla reči 5 do 7 minut. Ampak ker nas čas preganja, ne bi rada, da nam na koncu ne ostane čas za zadnjo stvar. Zelo na hitro. To je zelo kompleksna in večplastna problematika migracije, ampak gremo po vrsti. Vsako leto pride v Evropo nekaj milijonov migrantov delati. To, da se razumemo, da ko govorimo o migracijah, ljudje vidijo tiste prizore iz leta 2015-2016. Tisto je bilo izjemno in tega ni ta čas. Vsako leto pa pride v Evropo nekaj milijonov ljudi na delo, ekonomski migranti. Po drugi strani imamo pa ljudi, ki pridejo v Evropo, recimo zato, ker so preganjani in si zaslužijo mednarodno zaščito. Jaz sem prepričan, da bi morala Evropa ostati odprta za ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito in jim takšno zaščito tudi nuditi. Evropa je utemeljena na vrednotah in ena od teh vrednot je tudi, da omogoča prosilcem za azil, da zaprosijo za azil in ga dobijo, če so do njega upravičeni. Če niso, se pač morajo vrniti v svoje države. Tako je s temi stvarmi. In rešitve, ki jih ponujate, rešujejo velik aspektov. Tisti, ki pridejo v Evropo in so upravičeni do mednarodne zaščite, tiste je treba poskrbeti za čim hitrejšo, čim bolj učinkovito integracijo. O tem sta govorili Mojca in Larisa. Predvsem ta integracija seveda se začne z znanjem jezika. Če se hočete v eno družbo vključiti, morate govoriti jezik. In se zelo strinjam, da bi morali države omogočiti brezplačno poučevanje jezika za migrante, za begunce, ki so upravičeni do mednarodne zaščite in jih je treba integrirati. Najprej tako, da se naučijo jezika, potem pa tudi, da se jim omogoči dostopno nastanitev, vključitev v trg dela in nasploh v življenje v novem okolju. Tiste, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite, tiste je seveda treba vrniti v njihove države. Zakaj ti ljudje prihajajo? Največkrat zaradi želje po boljšem življenju, kar je nekaj povsem legitimnega za vsakega človeka. Ampak rešitev je pa tam, kjer sta jo omenila Črt in Gaja. Odpraviti je treba ekonomske razloge, ki silijo ljudi, da iščejo boljše življenje drugje in zato tudi prihajajo v Evropo. Dejstvo je, da po mednarodnem pravu iskanje boljšega življenja ni upravičen razlog za mednarodno zaščito. Do mednarodne zaščite so upravičeni tisti, ki so ogroženi zaradi preganjanja, zaradi nasilja, zaradi vojn in podobnih zadev, begunci z drugim besedami. Tisti pa, ki si samo želijo boljše življenje, pa morajo iti po zakonitih poteh, ki so možne. Omenil sem že na začetku, vsako leto pride
na delo v Evropsko unijo nekaj milijonov ljudi. Bom končal tukaj, ker lahko o tem bi govorili še ure in ure, ampak bom upošteval vaš apel in bom se tukaj ustavil. Hvala lepa za komentar. Ja, meni je zelo žal, da nam časa zmanjkuje, ampak vse teme so zanimive in seveda bi pri vsaki temi radi čim več slišali, povedali, tako da upam, da bo to samo iztočnica za to, da se še kdaj srečamo in te debate nadaljujemo. In evo ga, gremo na zadnjo našo skupino, najbolj aktualno okrevanje po pandemiji. Kaj predlagajo naši dijaki in kako razmišljajo o trenutni situaciji. Dajmo jih slišati. Prvi predlog v tej skupini bo predstavila Mija Baškovič iz Gimnazije Bežigrad. Mija, izvoli. Dober dan. Ime mi je Mija in predstavila bom predloge Gimnazije Bežigrad na temo okrevanja po pandemiji. Menimo, da bi bilo predvsem za manjše države dobro, da bi povečale trg z domačimi proizvodi. Na ta način bi podprle domače proizvajalce, ki jih je pandemija najbolj prizadela in s tem povečale kroženje denarja znotraj države, zmanjšale stroške uvoza in posledično ogljični odtis. Za dober razvoj celotne Evrope bi se morale okrepiti povezave med bolje razvitimi severnimi državami in slabše razvitimi in v pandemiji bolj prizadetimi južnimi državami. Tako mora EU dobro razdeliti svoje sredstva med vse članice in še bolj podpirati projekte v slabših razvitih državah, da se razlika med članicami čim bolj zmanjša. Gospodarska kriza pogosto pripelje do uvedbe novih davkov. Pokoronska Evropa mora premišljeno postavljati nove davke, tako da ne bodo dodatno obremenjevali tistih držav, ki jih je pandemija že tako najbolj prizadela. Gospodarsko bolj močne države pa naj razmislijo o uvedbi davkov, ki bodo spodbujali varovanje okolja, manjše izpuste toplogrednih plinov in pravilno ravnanje z odpadki. Hvala. Najlepša hvala, Mija, za vaše raznolike predloge, spodbujanje domačih proizvodov, več sodelovanja, premišljene obdavčitve. Hvala lepa. Naslednji predlog pa so nam pripravili dijaki in dijakinje Gimnazije in Srednje kemijske šole Ruše, tako da vas vabim k predstavitvi vaših predlogov za okrevanje po pandemiji COVID-19. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj, sem dijakinja Gimnazije Ruš in vam predstavila predloge za okrevanje po pandemiji. Kriza zaradi COVID-19 je izpostavila pomembnost reform v zdravstvu na področju domov za starejše. Predlagamo, da se zaposli večje število zdravnikov, ki bodo izurjeni za posebne razmere. Prav tako se zaposli večje število drugega zdravstvenega osebja, ki bi morali biti ustrezneje nagrajeni za svoje delo, da ne bi po kruh odhajali v druge države. Največja krivica se je v času pandemije storila varovancem domov za starejše. Viden je bil njihov propad zaradi osamljenosti, primanjkoval jim je oseben stik z domačimi. To se več ne sme zgoditi. Svojci morajo imeti možnost obiskati svoje, če tudi morajo pred obiskom opraviti hiter test. Prav tako naj v domih zaposlijo več zdravstvenega in drugega svetovalnega osebja, ki bi lahko v takih razmerah na razpolago varovancem. Še enkrat več se je pokazalo, da ljudje potrebujemo bližino, da tehnologija ne more tega nadomestiti. Podobno na področju šolstva. Kje so reforme na področju mature? Kaj se zgodi, če nekdo v oddelku zboli? Po maturo ves oddelek opravlja v jesenskem roku? Je že res, da je matura odraz 4-letnega dela, vendar je potrebno posodobiti. Več zaupanja bi po našem mnenju morali biti deležni profesorji, ki so dovolj usposobljeni, da znajo ustrezno oceniti svoje dijake. Večji poudarek naj bo na profesorjevi oceni, ki razvoj dijaka spremlja vsa 4 leta. Ne pa da uspešnost mature zavisi od enega dneva in posledično razmer v tistem času. Večji procent upoštevanosti naj bo na internem delu mature. Hvala. Najlepša hvala, Mojca, za vaše misli in predloge na dveh področjih, ki ste bili zelo osvetljeni oziroma sta zelo osvetljeni pod žarometi v trenutnem času, to sta zdravstvo in šolstvo. Super, da ste se lotili razmišljanja o teh dveh področjih.
In današnje predstavitve predlogov bo zaključila Prometna šola Maribor, ki smo že slišali tudi pri temi migracije in integracija. Pripravili pa so tudi predlog za tole temo in zato lepo vabim ponovno njihovo dijakinjo Mojco Duh, da predstavi predlog. Najlepša hvala za besedo še enkrat. Evropska unija je v boju o pojavu pandemije COVID-19 sprejela ukrepe, ki naj bi preprečili širjenje virusa, izboljšali zdravstvene razmere ter zagotovili varna in učinkovita cepiva. Menimo, da je za ublažitev socialnih in gospodarskih posledic pandemije temelj spodbujanja evropske solidarnosti v boju s to boleznijo. Evropska unija naj bi sodelovala finančno in spodbujala članice v skrbi za najranljivejše skupine prebivalstva. Cepivo je za ustanovitev pandemije primarno, vendar za odpravo posledic potrebujemo nekaj več. Zato predlagamo organizirano psihološko pomoč za ljudi, ki jih je prizadela pandemija, predvsem za starejšo skupino ljudi, ki so izgubili svoje svojce ali svoje najdražje. Mnogi so izgubili gmotno eksistenco, delovno mesto in svoje mesto v družbi. Evropska unija in njene članice naj prispevajo in usmerjajo sredstva tudi v blažitev psiholoških posledic bolezni. Na primer, organizirana psihološka pomoč v različnih centrih in zavodih. Najlepša hvala za besedo. Najlepša hvala, Mojca, in hvala, da ste se dotaknili tudi psiholoških posledic bolezni. Jaz dajem besedo za zadnji komentar Evropskemu komisarju. Vas pa prosim, dijaki in dijakinje in tudi učitelji in učiteljice, če imate kakšno vprašanje za Evropskega komisarja, da ga zapišete tukaj v pogovor, zato da vemo, ali imamo kakšno vprašanje ali ne, da se znamo malo orientirati za naš zaključek. Tako da, gospod komisar, izvolite. Hvala lepa. Najprej Mija Baškovič iz gimnazije Bežigrad, to je tudi moja gimnazija. Trg z domačimi proizvodi. Ja, to smo že malo obdelali v prvem sklopu pod zeleno ekonomijo. Absolutno jasno je, da je veliko bolj okolju prijazno, če uporabljamo domače proizvode, lokalne proizvode, s tem seveda podpiramo tudi lokalno ekonomijo. In kot rečeno, to je eden pomembnih ciljev, pomembnih ambicij Evropske komisije v njeni strategiji od vil do vilic. In kot sem že rekel, ne povem nekoliko drugače, bistvena filozofija te strategije je, da so te vile in vilice čim bliže skupaj. In do tega bo prišlo tudi po zaslugi načrtovanega obdavčenja ogljičnih izpustov, kajti če vi tovorite hrano z drugega konca sveta, je ta cenejša samo, če ni vračunan strošek transporta in izpustov, ki se pri tem dogajajo. Zelo se strinjam, da je treba v pandemiji pokazati solidarnost iz več razlogov. Najprej, dokler ne bo vsem nam šlo bolje, ne bo nihče varen. Ta pandemija je globalni pojav in če se hočete z njo uspešno soočati, se morate lotiti globalno. Tako da solidarnost je potrebna tako znotraj Evropske unije, kot po celem svetu. Ampak najprej, zdaj smo samo, kaj smo naredili doslej znotraj Evropske unije. Že ta instrument za obnovo in okrevanje, ki sem ga danes že omenjal, je zastavljen tako, da največ pomoči dobijo tiste države, ki so najbolj prizadete, gospodarsko, socialno in še kako drugače. Največja prejemnica od vseh držav članic iz tega instrumenta bo na primer Italija in malo za njo, tako za njo Španija, ki sta bili tako na področju zdravstva kot na področju gospodarstva v tej pandemiji doslej najbolj prizadeti. Tako da se pa mora ta solidarnost raztezati tudi navzven, namreč učinki te pandemije so še posebej hudi v najbolj revnih državah, ki imajo šibke ali praktično neobstoječe zdravstvene in socialne sisteme, in tukaj posega pandemija tudi zelo globoko na moje področje, na področje humanitarne pomoči. Lahko vam povem, da so se potrebe po humanitarni pomoči tako drastično povečale zaradi te pandemije, da imamo zdaj glavni problem v tem, kako zagotoviti zadostno
zadostno pomoč, ker so se razmere tako zelo poslabšale v večjem delu sveta. Mojca Kop iz Ruš, absolutno relevantne ideje glede šolstva in zdravstva. Problemi, veste, oboje, šolstvo in zdravstvo je v glavnem pristojnosti držav članic. Tukaj Evropska komisija težko kaj poseže, se pa zelo strinjam. Če je kaj pokazala, ta pandemija je pokazala vrednost in neustrezno vrednotenje v večini držav zdravstvenega osebja, zdravnikov, negovalnega osebja v domovih za ostarele, šolnikov, šolstva. Tako da absolutno imate prav. Jaz mislim, da bojo morale države krepko pogledati v stanje na teh področjih. V Sloveniji se mi zdi, da bi morali ukrepati v smeri povečanja števila zdravnikov, zdravstvenega osebja, negovalnega osebja in njihovega boljšega nagrajevanja. In podobno velja tudi za šolstvo. Treba je upoštevati vlogo, ki jo ima šolstvo v vsaki družbi, še zlasti, kadar se družba sooča s takim izzivom, kot je ta pandemija. In na koncu solidarnost pri cepivih. O tem je velik debat v zadnjem času. In nekateri, ki govorijo o tem, kako Evropska unija zaostaja in caplja za ostalimi v cepivih, in se največkrat omenjajo, kako gre super Združenim državam Amerike in Združenemu kraljestvu. Eden od razlogov, zakaj sta Združeno kraljestvo in Združene države hitrejši od Evropske unije pri cepljenju, je v tem, da ne ZDA, ne Britanija ne izvažata cepiva. Evropska unija je, vam dam čisto sveže podatke iz tega tedna, doslej razdelila 123 milijonov odmerkov cepiv v državah članicah. Iz Evropske unije pa je bilo izvoženih 113 milijonov odmerkov cepiv. Prav mi skoraj enako količino, kot jo porabimo v Evropi, skoraj enako količino cepiv izvozimo. Drugi ne izvažajo, najprej zase. Ampak to je kratkovidno, ne samo, da ni solidarno, to je kratkovidno, ker namreč, kot sem že rekel, če pandemija ne bo obvladana po celem svetu, ne bo obvladana nikjer. Vi lahko precepite celo Evropo, ampak če drugim ne bomo pomagali, da se tudi oni precepijo, bo tam po Afriki, Aziji, Latinske Ameriki virus lepo krožil naprej, bo mutiral, z mutacijami bo postal odporen na obstoječa cepiva in bomo spet na začetni točki, na točki nič. Tako da tukaj se mislim, da je Evropska unija lepo izkazala, mi smo lahko ponosni na Evropsko unijo, ker so nekateri drugi hitrejši od nas pri cepljenju, ampak hitrejši so tudi zato, ker prakticirajo cepilni egoizem. To bom se tukaj ustavil, ker vidim, da me že preganjate po obrazu, ampak mi je bilo zdaj veselje sodelovati v tej razpravi. Vesel sem nad idejami, ki jih imate, dijakinje, dijaki, in upam, da bom imel v prihodnje priložnost tako razpravo uživa tudi v živo. Hvala lepa. Najlepša hvala vam za tele zaključne besede, pa tudi za zelo, bi rekla, lepo razlago evropske solidarnosti, zakaj je ta tako pomembna in zakaj je to tudi ena od ključnih evropskih vrednot. Hvala, da ste si vzeli čas in poslušali predloge, jih pokomentirali. Če ima kdo še kakšno vprašanje, dajte nam povedati. Gospod Dušan Rojko iz 3. gimnazije Maribor nam je napisal nekaj komentarjev v pogovor o tem, da bi morala biti varnostna, obrambna in zunanja politika Evropske unije bolj dorečena in proaktivna. Pravi tudi, da je potreben bolj jasen odnos do velesil, predvsem do Rusije in Turčije, ki sta zelo predrzni do Evropske unije. Pokomentiral je tudi razdelitev sredstev po okrevanju, za katero meni, da bi mogla biti usmerjena v zdravstvo, okolje, izobraževanje in zelene tehnologije. In pa zanima nas morda tudi vse, kaj se dogaja s premikom ure. Pravi, da je ta zelo zmeden. Spomnimo pa se, da smo se nedolgo nazaj pogovarjali o tem, da bomo vsi imeli neko en čas, ne zimski ali poletni, ampak mislim, da se je to ustavilo zdaj malo zaradi pandemije, ne, te debate. To so komentarji. Če imate, gospod komisar, še kak komentar na to? Ja, glede premikanja ur,
To je spet ena zadeva, ki je v pristojnosti držav članic. Ne. Komisija je to predlagala, potem je nekaj držav članic opravilo posvetovanja z javnostjo in rezultati teh posvetovanj so bili zelo hecni. Ne. Ena država je rekla, ne skozi poletni čas, njena sosednja država pa ne skozi zimski čas. In tukaj se ni daleč prišlo. Predvsem se mi zdi, da ljudje ne razumejo, kaj je v bistvu zimski pa poletni čas. Ne. Se mi zdi, da nekateri mislijo, imejmo cel let poletni čas, ko potem bo cel let zgodaj svetlo, pa dolgi dnevi, pa še svetli večeri. V resnici je pa to malo drugače. Kakorkoli, glede ostalih predlogov, skupna zunanja in varnostna politika, to je en velik izziv za Evropsko unijo. Na področju skupne zunanje in varnostne politike velja načelo soglasja, in tega ni lahko dosegati. A veste, drugi nekoliko lažje zbadajo in izzivajo Evropsko unijo, zlasti avtoritarni režimi, kot jih imamo v Rusiji in na Kitajskem, ker tam šef reče, tako le bo in tako je, in potem in bene razprave, kaj šele javne razprave, ni pritiska javnosti. Veste, v Evropi smo pa demokratična združba demokratičnih držav članic, kjer se upošteva mnenje vsakogar. In zato je oblikovanje in izvajanje skupne zunanje in varnostne politike EU zahtevno početje. Moj kolega, visoki predstavnik za zunanjo politiko EU, gospod Borrell, je potarnal nedavno, da več časa porabi za diplomacijo znotraj EU, da skuša oblikovati enotno stališče EU, kot pa navzven, kar je logično. Ampak to je cena demokratičnosti. Jaz sem vesel, da imamo demokratično unijo, demokratičnih držav članic in si želim, da tako tudi ostane. In je pa jasno, da to potem zahteva malo več napora za usklajevanje, upoštevanje različnih mnenj in podobno. Ampak to je ideja Evrope. Evropa je demokracija. Brez demokracije Evrope ni. In je treba zato pač vlagati veliko več truda. Sam se še spomnim, kako izgleda v nedemokratičnem režimu. Vi imate srečo, da tega niste izkusili in jaz upam, da tudi nikoli ne boste. Hvala lepa za komentarje. Gospa Suzana Černej iz Gimnazije Nova Gorica se vam tudi zahvaljuje in jo veseli, da je v EU še vedno pomembna solidarnost in človekoljubnost. In mislim, da se vsi v tej skupini pridružujemo pri tej misli in da je to tudi ena lepa misel, s katero lahko zaključimo današnje srečanje. Če ni drugih vprašanj, da ne bomo preveč zamujali. Jaz bi se res zahvalila vsem, ki ste bili danes z nami. Najprej seveda vam, gospod komisar, da ste si vseeno v kriznih razmerah, v nekih posebnih razmerah vzeli čas za nas, poslušali naše dijake, pokomentirali njihove predloge. In hvaležna sem vam tudi, da so bili vaši komentarji zelo jasni, zelo specifični, da ste si res vzeli čas za vsak predlog in da tudi dijaki vidijo, da je njihovo delo slišano, da so njihove misli slišane. Tako da hvala vsem dijaki, hvala, da ste se redno udeleževali teh razprav, kar 9-krat smo se srečali, to ni malo, ogromno ste razmišljali, ogromno enih predlogov ste pripravili in kar lahko rečem je, da vam res prisegamo, da so vsi pristali na mizah odločevalcev, niti en predlog ni bil spregledan. Vsi predlogi so bili zmeraj poslani, prebrani, veliko ste jih tudi predstavili, tako da samo pozitivno lahko zaključimo tale petek ob zavedanju, da imamo mladino, ki razmišlja, ki je aktivna, ki si prizadeva spremeniti Evropo na boljše in tudi, da imamo odločevalce, ki si vzamejo čas, ki nas poslušajo in ki potem tudi o naših predlogih razmišljajo. Tako da hvala lepa vsem, upam, da nam bodo tele ideje služile kot kaj bi rekel, začetek ali pa iniciacija še kakšnih drugih dogodkov, da se še kdaj srečamo na te teme, ki smo jih obravnavali. Vidimo, da je bilo precej misli, še bi lahko debatirali, časa ni nikoli dovolj. Tako da upam, da se še srečamo in vsem vam želim en lep vikend. Hvala za vaš čas in adijo. 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 Nasvidenje, hvala vam. Nasvidenje. Živja.